beseda je tvoja. Miha, hvala. Jaz bi se najprej rad zahvalil kolegom, organizatorjem tega malega simpozija, ki je organiziran na temo, ki je tudi meni precej draga in precej blizu, tako da poleg tega, da je, kot je tudi Miha predaril, pa Uršula, predstavnica, je to tema, ki je, s katero se ukvarja več kolegov na oddelku, oziroma nas je kar nekaj, ki nas ta tema zanima. Opažamo tudi, da je ta tema živali, oziroma ljudje živali, deležna tudi vidnega zanimanja med študenti, tako da imam glede tega našega današnjega simpozija pač neko upanje, da bo izpadel, da bo to konstruktiven dogodek, ki bo spodbudil k razmišljanju na to temo in ki bo, upam, tudi imel v nadaljevanju v naslednjih letih tudi še kakšne sledove in da bo to delo, ki se bo še nadaljevalo. Očitno imamo na oddelku, imamo tudi antropologijo narave kot predmet in te vsebine predavamo in podajamo tudi pri vrsti drugih predmetov, tudi jaz pri svojih predmetih zmeri vključujem. Nekaj bom s tem v zvezi tudi povedal v nadaljevanju. Zdaj se bomo poslovili od te lepe muce. Nisem prepričan, da veste, za kakšno mačko gre. Kdo ve? Ne, nisi jaska. Imamo namreč nove izbrisane, nove kategorije izbrisanih ljudi in živali. To je izbrisana žival oziroma pasma, ki se imenuje ruska modra mačka. In jo je društvo, mednarodno društvo rejcev mačk izbrisalo iz registra mačke, zato ker je ruska. To je še en dosežek na tem polju. Dobro, jaz nisem nameraval biti opolzek s to ilustracijo oziroma s to fotografijo, ki ni moja, ukradel sem iz interneta. Tle sem jo postavil zato, ker se mi je zdelo, da precej lepo interpretira naslov mojega prispevka. Se pravi, če poskušate pogledati na naslov tega prispevka, skozi to sliko mislim, da boste imeli zanimive asociacije, kako recimo živali vstopijo v družbo in kako se dvovrstna relacija spremeni v trivrstno. In tako naprej. Tisto, kar je iz česar tudi ta današnja konferenca izvira in to, kar nas povezuje, je nekaj, čemur običajno rečemo ali rečejo živalski obrat, animal tourism. Nekaj, kar je prisotno v vrsti disciplin, ne samo v naši, ne samo v antropologiji, etnologiji, temveč tudi v vrsti drugih sosednjih ved. Skratka, zanimanje za živali in za človeško-živalske relacije je nekaj, kar se kaže v številnih vedah in ki hkrati pridobiva različne pojavne oblike in se potem tudi imenuje in se ponuja pod različnimi imeni. Danes je situacija taka, da ljudje zelo hitro, zelo radi dodajo še svoje ime, niso zadovoljni že z obstoječimi imeni disciplinarnih pol, temveč radi si izmislijo neko novo ime. Zato imamo tle celo vrsto imen teh disciplin, predvsem pa podisciplin in disciplinarnih pol. Če vam jih naštejem samo nekaj, recimo antropozoologija, ampak tudi zooantropologija. In zdaj vprašanje, v čem je razlika med antropozoologijo in zooantropologijo. Potem imamo tudi etnozoologijo, pa imamo antrozoologijo, se pravi ne antropo, ampak antrozoologijo, ki je spet nekaj drugega kot antropozoologija. Ta druga je namreč anglosaške provenience, prva pa bolj francoske. Potem imajo arheologi recimo zooarheologijo in arheozoologijo.
večkrat tudi s predpono etno, se pravi etnozooarheologija in tako naprej. No, potem je drug kompleks, so animal studies, ne, oziroma animalistika, kot bi mi rekli po naše, ki so v glavnem precej drugačna reč, kot te prej naštete, večina našteti. Potem imate še druga poimenovanja, kulturna zoologija in tako naprej, o tem bo potem tudi kolegica Marjanović iz Zagreba še kaj več povedala, iz njenega zornega kota. Skratka, imamo obilico imen in ne vemo zmeri, ali so to res različne stvari, ali se bolj ali manj podobne, sorodne stvari pojavljajo pod različnimi imeni in tako naprej. In na koncu imamo seveda še ime večvrstna etnografija, ki jo imamo tudi mi, ne sicer v naslovu, ampak je tudi opredeljena kot nekako tema današnje konference. Zdaj, seveda, v ozadju teh različnih poimenovanj, teh različnih pristopov so tudi različne tradicije preučevanja živali in še posebej relacij med ljudmi in živalmi. Navsezadnje antropologija, etnologija, kadarkoli se je ukvarjala z živalmi, se je zmeraj ukvarjala z relacijami ljudi z živalmi, zato ker je to pač antropologija, ne, tako da z tega stališča niti ni potrebno zdaj govoriti, da je to animal-human relacija, ne, ker je v antropologiji to zmeraj bila. No, med temi tradicijami je, če uporabim zdaj zelo ohlapno in zelo široko poimenovanje anglosaška tradicija. Razumem, če ima kdo pomisleke do tega izraza, ampak če rečemo anglosaška tradicija, potem zajamemo večino te produkcije britansko-ameriške in vseh tistih področij, ki so pod vplivom te hegemonične tradicije, te hegemonične produkcije in ki je seveda več ali manj tradicira v angleškem jeziku. Se pravi, to je ena velika tradicija, ki je hegemonična, vendar pa imamo na tem področju še eno močno in pomembno tradicijo, to je francoska tradicija, ki pa ima široko recepcijo, lahko rečemo tudi v vrsti drugih držav na vseh kontinentih, recimo v Južni Ameriki, imate zelo močno recepcijo francoske tradicije zlasti v Braziliji, v brazilski antropologiji, tudi ta famozni ontološki obrat, ne, ki se v veliki meri povezuje z Amazonijo, z Viveirosom de Castrom, ki je brazilski antropolog in tako naprej, je v bistvu zelo močno navezan na to francosko tradicijo, tudi njegova formacija je v veliki meri francoska, pa njegova povezava s Filipom Deskolajem, recimo, ki je na francoski strani eden vodilnih predstavnikov te tradicije. Potem je ta recepcija zelo lepo vidna in močna tudi v vrsti evropskih dežel, zlasti romansko govorečih seveda, in do neke mere tudi pri nas. No, potem bi mogoče seveda morali še kakšno drugo tradicijo, ki je omeniti, ki pa ni nujno tako izrazita. Da dam samo primer, recimo animalistika oziroma kritična animalistika. Nekateri delajo tudi to distinkcijo, se pravi, ni vsaka animalistika kritična, ampak mi se imenujemo kritična animalistika, critical animal studies, in ta reč zanimivo ima glaven vir v kritični teoriji družbe, se pravi v nemški filozofiji, v nemški marksistični filozofiji oziroma kulturnem marksizmu, kot tudi rečemo, se pravi Horkheimer, ki so bili vsi, ki so imeli animalistična počutja, se pravi varovanje živali, v bistvu so bili zgroženi na tem, kaj se dela z živalmi in so imeli svoje asociacije na holokaust. Holokaust je bil tisti, ki je tako močno tangiral. Zato so oni bili verjetno prvi, ki so delali vzporednice med holokaustom in industrijskim ravnanjem z živalmi. To pa še ne pomeni, da so se kot filozofi kaj posebej zanimali za živali. Če pogledate recimo Adornovo koncepcijo živali, je tipična filozofska negativna koncepcija, se pravi
živali manjka to in to in to. To so te značilne filozofske koncepcije. Filozofi predvsem radi ugotavljajo in povedo, kaj živali manjka, v čem je žival hendikepirana, v čem je nepopolna, za razliko od nas. Ops. Upam, da ne bo to, se ne bo končalo. Skratka, to so tradicije. Tale živalski obrat, ta živalski obrat pa je hkrati sestavina nekega širšega obrata, nekega širšega prizadevanja, kjer gre ne zgolj za interakcije človeka z živalskimi vrstami oziroma za položaj človeka vis-a-vis živali, živalskih vrst, temveč tudi vis-a-vis drugih, tudi rastlinskih vrst, se pravi tudi rastlin, in tudi teh tretjih živih vrst, recimo, ki niso niti živali in rastline, se pravi glive, mikroorganizmi in tako naprej, ki sodijo v domeno mikrobiologije, in po vrhu še tudi neživih stvari. Se pravi, vse tisto, kar živa in neživa narava, recimo, če bi se izrazili po starem, razen človeka. Ne? Vse to je tisto, kar je, kjer gre za trend, se pravi, za tisti trend, ki vse to povezuje, se pravi, decentriran, recimo, razsrediščiti človeka, kar je tudi prizadevanje večvrstne etnografije, se pravi, pristop, kjer človek ne bi bil več v središču, kjer drugi, recimo živali ali pa rastline, ne bi bili videni zgolj kot pasivni objekti, temveč kot objekti, ki so dejavni, ki imajo možnost delovanja in tako naprej. In to je skratka definicija, v bistvu definicija te etnografije, večvrstne energije, ki pa, se pravi, večvrstna etnografija je nekaj širšega. Večvrstna etnografija se ne ukvarja zgolj z relacijo ljudje in živali, temveč tudi živali in rastline, živali in mikrobi in tako naprej. In v bistvu se ti etnografi še več ukvarjajo s temi stvarmi, kot z živalmi, tisti, ki jih imamo mi v tradicionalni etnologiji, predvsem pred očmi, se pravi sesalci, mogoče in posaj vrtenčani, ali pa mogoče predvsem domače živali, kajti etnologija se je seveda tradicionalno ukvarjala z domačimi živalmi, z udomačenimi živalmi, v veliki večini. Medtem, ko v tej večvrstni etnografiji pa imate v bistvu fokus na, oziroma imate veliko zanimanje za glive, za mikroorganizme, za viruse, se pravi, gre za močno naslanjanje na mikrobiologijo. Zanimajo jih to, čemu rečejo emergentne oblike življenja, se pravi, emergentne vrste, tisto, kar se pojavlja, tisto, kar nastaja, tisto, kar vznikne, ne pa tisto, kar že je. To imate tiste distinkcije tudi v filozofiji, s katere izhajajo postajati in biti, ne v ozadju imate filozofsko, imate recimo zlasti Deleuza, pa mogoče tudi Nietzscheja. V antropologiji je tudi, recimo, imate Ingolda, ki je tudi pomembno vplival na te pristope. Ingold se tudi sam, recimo, naslanja na Deleuza in tako naprej. Kadar se tile etnografi, večvrstni etnografi lotijo vretenčarjev, to je zanimivo, se ponavadi izognejo sesalcem, čeprav neki je tudi, recimo, kateri imajo tudi, kaj jih zanimajo primati, recimo, ampak tisti najbolj znani primeri večvrstne etnografije, recimo, en lep primer je za so gobe, se pravi, glive v širokem pomenu, to je Ana Cink, tista njena monografija, pa njene raziskave. Potem je, recimo, so ptiči, ta znamenita monografija o kavkah, ki je, mislim, meni je ta mogoče najbolj všeč od vse večvrstne etnografije. To je Van Doren, ne vem, kako se to zgodi Van Doren.
ki se za razliko od recimo Helmreich kot Kirksey, ki sta tudi dva vodilnih predstavnikov te etnografije, ki se ukvarjata z mikroorganizmi. Van Doren pa si je izbral kavke in v bistvu fokusiranje, zdaj kaj je to emergentna vrsta pri kavkah, kavke kot vrsta že obstajajo, ne so klasificirane, tu naprej pa to v bistvu naredi nek zdrs z biološke vrste na kulturno vrsto in v bistvu študira njihovo vedensko plastičnost, njihovo vedensko spreminjanje v spremenjenih pogojih. To je seveda nekaj, kar ni nič novega, ker vsi vemo, da živali niso take, kot so si jih včasih predstavljali, temveč imajo spomin, mislijo in tudi spreminjajo vedenje, se prilagajajo vedenju in imajo zgodovino. Živali imajo svojo zgodovino in njihovo vedenje je odvisno od zgodovinske izkušnje. Takole, zdaj hotel sem vam še nekaj povedati o tej francoski tradiciji, zato ker je manj znana od britanske in v bistvu sem želel pokazati, da tudi v tej tradiciji, čeprav je zastavljena drugače in tudi recimo sam ta pojem večvrstne etnografije ni prišel iz francoske tradicije, da je v marsičem v nekaterih pogledih celo pionirska in je nekatere stvari zastavlja celo prej, vendar z drugim pojmovnim aparatom. Eno tako delo, oziroma en tak antropolog je Gilles Curie, katerega knjigo družbe njihove narave imamo tudi v slovenščini. Posebnost francoske tradicije je ta, da operira z konceptom družbe, medtem ko anglosaška tradicija in s tem to velja tudi za večvrstno etnografijo, tega pojma sploh ne uporablja. Se pravi, to je to, kar bomo tudi v antropologiji. V anglofoni antropologiji družbe ni več že par desetletij. Se pravi, družbo so enostavno zbrisali, skenslali, govorijo kvečjemu še o socialnem, družba pa po njihovem ne obstaja ali pa je nerelevantna. Prva, ki je rekla, da družba ne obstaja, v Britaniji je bila sicer Maggie Thatcher. Jaz sem bil zmeri fasciniran, da to tehki trdijo, da družbe ni, to nič posebej ne moti, da je bila Maggie tista, ki je prva to rekla. Skratka, Gilles Curie se mi zdi predvsem pomembno zato, ko pravi, družba ni enovrstna, temveč je večvrstna. Pomislite zdaj na to vzporednost z večvrstno etnografijo. Tle ni govora o večvrstni etnografiji, temveč je trditev, družba je večvrstna. Se pravi, družbe, kot pravi Gilles Curie, ne smemo razumeti kot populacije. Ne smemo je razumeti kot kolektiva organizmov iste vrste. Se pravi, ne samo ljudje, temveč tudi vse druge vrste. To je nekaj. Ampak to je družba za njega. To ni zdaj multispisijska tako nasploh. In relacije, se pravi, vse vrste imajo relacije z drugimi, to je recimo tisto, kar biološki ekologi zelo dobro vedo, imajo celo klasifikacijo tistih 4 osnovnih medvrstnih relacij, simbioza, parazitstvo, komenzalnost, predatorstvo, 4 osnovne relacije, to so že zdavni klasificirali in ljudje, seveda, čeprav v biološki ekologiji ljudi ni, pa smo ljudje v bistvu tista vrsta, ki ima verjetno najbogatejše medvrstne relacije z vsemi drugimi. Nobena živalska vrsta nima tako bogatih medvrstnih relacij, kot jih imamo mi. No, kot vidite, tle tudi gre za rabo pojma medvrstne, interspecifične, bi lahko rekli bolj učeno medvrstne, tle ne govorimo o mnogovrstnosti, govorimo samo o večvrstni družbi, sicer pa so to medvrstne relacije. No, da je družba večvrstna, je tudi ta šolar ali šolarka razumel, vendar pa mu je učiteljica prečrtala nalogo
in se ni strinjala, da so živali vključene v družbo, je menila, da je družba enovrstna, oziroma da je družba populacija. No, potem je recimo danes vodilni predstavnik v francoski tradiciji je Philippe Descola, njegovo knjigo Ostra narave kulture, ki je zelo temeljno in zelo prelomno in pomembno delo, imamo tudi v slovenskem prevodu. To je pa, imate recimo dva pasusa iz njegovega z konca knjige, kjer, če to preberete, vidite, da tudi on pravi, antropologija nima prihodnosti, če se misli ukvarjati samo s človekom. Nujno je, da prepustimo v antropologijo vse drugo. Živali, rastline in tudi nežive. Skratka, on tudi uporablja v bistvu podobno kot Latour. Latour je namreč, da se razumemo, tudi izhaja iz francoske tradicije, čeprav veliko ljudi tega ne ve. In Latour je tudi deloma tudi antropolog, ki je tudi opravljal antropološke raziskave, čeprav je bolj znan kot sociolog znanosti in mogoče tudi kot filozof. Se pravi, tako kot Latour, ki je v bistvu mislim, da je bil on prvi, ki je začel uporabljati to kategorijo ne ljudi oziroma non-humans, non-human. Enako ravna tudi Philippe Descola in pravi, skratka, vse to bi bilo pametno, da prepustimo v antropologijo. Kar pomeni, drugače povedano, večvrstna etnografija, če vam je ta izraz ljubši. No in tle bi rad opozoril samo še na enega zelo pomembnega francoskega antropologa, starejšega, ki je v bistvu začetnik te tradicije v Franciji, etnobotanik je bil, etnobotanik, etnoagronom, pa etnolingvist, ki je pa tudi to, kot rečemo, tehnolog, se pravi, kulturna tehnologija je ena od teh francoskih podisciplin, ki vse skupaj zajamemo z imenom kulturna ekologija. On je sicer opredelil tehnologijo, kot vidite, kot znanost o človeških dejavnostih in izdelkih, kaj gre za tehnike. In je rekel, zato je humanistična beta, se pravi, to je humanistična definicija discipline, ni rekel, da je posthumanistična, tako kot danes se tudi ta izraz veliko uporablja, se pravi post-human, v smislu človek ni več v središču, zdaj smo post in tako naprej. Se pravi, od tega seveda ni uporabljal, ti teksti so večinoma še 60 let, to je bilo neko zgodnejše obdobje, vendar pa je v svojih delih odprl vrata nečloveškim aktantom, zlasti domačim živalim in rastlinam. Poudarek je na domačih. To je bila pač francoska etnologija, francoska antropologija, ki se je zanimala bolj za domače živali kot za njih. To je ta njegova najbolj znamenita teza o ujemanju med obravnavanjem narave, s čimer ima v mislih predvsem udomačenje rastline in živali, in obravnavanjem drugega človeka. In v bistvu je menil, da se ti dve stvari medsebojno nekako, da sta usporedni, da vplivata drugo na drugo, vendar pa je dejal, v bistvu ni mogoče reči, kje je vir, kaj je prvotno, kaj je drugotno. Če mi Miha dovoli samo še, da to, se pravi, da ta primer, da to pojasni s primerom kastriranja živali in ljudi, to sicer mi odrekujejo primer. Se pravi, teza je ta, teza ima sicer lahko svoje slabosti, ampak recimo, da ta teza bolj manj drži. Recimo, tiste družbe, ki kastrirajo živali, kastrirajo tudi ljudi. Oziroma, v tistih družbah bomo našli tudi kastrate, kot institucijo, kot prakso. Pri čemer pa zdaj ne moramo reči, da so ljudje najprej začeli kastrirati živali in so potem prenesli to idejo, to prakso, da to tehniko še na ljudi. Niti ne moramo reči, da so najprej kastrirali ljudi in so potem to tehniko razširili še na živali. Gre za to, da je to paralelno. Ne moramo odgovoriti na vprašanje, kaj je bilo prej.
To je zelo pomembna ideja, recimo tudi Philippe Descola piše o tem, kako je v bistvu ta misel in kako je Audricourt globoko zaznamoval celotno njegovo mišljenje. Jaz ga tle podarjam zato, ker ga povsod prezrejo in ne samo v anglosaški tradiciji, kjer ga praktično ne poznajo, temveč celo v francoski tradiciji. V francoski antropologiji ga slabo poznajo in to priča temu je tudi François Sigaud, to je še eden pomembnih francoskih predstavnikov te tradicije, etnoagronom med drugim, in kulturni tehnolog, ki je tudi zapisal v svojem prikazu tehnologije za angleško knjižno produkcijo v angleškem Companion to Anthropology, ki ga je rodil Tim Ingold, je opozoril na to, da je, kako je ta tradicija, ki jo je Audricourt veljal, neznana, zanemarjena celo Franciji. Tle njegov argument v bistvu bo ta, da je zanemarjena zato, ker je to tehnologija, zato, ker ljudi tehnike ne zanimajo, kar se potem odpre še dodatno osvetli ta problem. No in samo še to, ko s tem končam, se pravi, to sta še dve knjigi od Audricourta, oziroma obe sta v soavtorstvu. Ena ima naslov Človek in kljub, druga Človek in kulturne rastline. Vidite, ne? Človek je povsod na prvem mestu, eni bi rekli, to ni multispecies ethnography, to je človek privilegiran, on je zgleda, da je vse situirano glede na njega, kljub je orodje, rastline, kulturne rastline, to je instrumentalna raba, ne? To ni to, ne? V resnici pa, če greste brati te knjige, boste videli, da te živali in rastline, ki so Audricourta zanimale niti slučajno, niso zdaj neki pasivni objekti, neki drugi. Skratka, če je, recimo, lahko bi rekli, antropologija po eni strani glede živali, pa tudi rastlin, imela tisti veliki dualizem. Eni so obravnavali, kot da so dobre za misliti, kot da so to resurs za mišljenje, to je levi stros, recimo, in na drugi strani tisti, ki so menili, da so živali dobre za delati, oziroma za jest, to je ta, recimo, utilitarni pogled, oziroma utilitarna praksa. Oboji so razumeli jih kot vir za nekaj, in v tem smislu tudi kot instrument, bi lahko rekli, no. Večvrstna etnografija, recimo posthumanisti in tako naprej, nasproti temu afirmirajo neko tretjo plot, recimo tudi Donna Haraway, recimo, je uporablja ta izraz to live with, se pravi, živali niso samo dobre za misliti, niso samo dobre za jest in delati, temveč so tudi dobre to live with, za živeti z njimi, to je sobivanje simbioza. Se pravi, ta etnografija to do neke mere zdaj ponuja kot tisto tretjo pravo pot. Se pravi, živali kot delovne živali, živali kot tiste, ki jih jemo, domače živali, to so domače živali, zato nas domače živali ne zanimajo, to je, dajmo se osvoboditi tega, kakorkoli, dajmo se fokusirati na vrste, ki nastajajo, emergentni pojavi in hkrati na živali, s katerimi živimo. Vendar pa, če bi šli malce bolj razmišljati, kaj ta to live with vse pomeni, implicira, če bi primerjali, poprej bi videli, da je to sicer, da se imenitno sliši, ampak da se za tem ne skriva prav veliko vsebine. Hvala Bojan za izčrpni pregled tako starejših kot sodobnih antropoloških trendov. Zdaj v bistvu zmanjkalo mi skoraj časa za vprašanja. Zdaj mogoče bi vseeno eno vprašanje vzelo, če ima kdo vprašanje. Sicer bi lahko tudi zdaj, mene nekaj zanima, recimo temu, kar je Noyes imenoval afirmacionizem, te sodobne antropologije, se pravi tega sopostajanja oziroma sobivanja.
en filozof, Benjamin Noyes, ki kaže na neko, bi rekel, harmoničnost, ne, v bistvu tega in se ne tudi sprašuje, da recimo to tudi si dobro povedal, se pravi ta nekonfliktna razmerja iščejo, ne, predvsem se na njih osredotoča. Zanima me pa v bistvu, koliko se pa ta sodobna antropologija pogovarja z biologijo oziroma z tistimi vedami, ki se pa dejansko, bi rekel, v osnovi ukvarjajo z živalmi. Ne. Se pravi, koliko je tukaj opazuješ dialoga sploh in koliko je tukaj v bistvu nekega antropocentrizma tudi v tem smislu, da na nek način projicirajo svoje videnja teh živali, ne, v bistvu. To se mi zdi, da se tudi tukaj, da je prisotno, no, v bistvu v teh trendih sodobnih. No, jaz bi rekel, da se antropocentrizem večvrstne etnografije mogoče najbolj kaže prav v tem, da se izogiba ukvarjanju z domačimi živalmi. Mogoče oni mislijo, da je to, da s tem presegajo antropocentrizem, v resnici so prav v tem kaže antropocentrizem. Kar pa zadeva biologijo, pa vse v bistvu se močno opirajo v biologijo, predvsem mikrobiologijo, ne? In no, tle je tudi tale tisto, v čemu se reče science and technology studies, ne, kar pomeni tudi, vključuje tudi etnografijo znanstvenega dela, etnografijo v laboratorijih, recimo. Tak Krks ima recimo en odličen članek, potem on je preučeval taksonom, se pravi taksonomi biologiji, tisti, ki delajo taksonomije, ne, ki razvrščajo živali v taksone. In to delajo seveda tudi na področju mikrobiologije, se pravi vse mogoče glive in virusi in tok, kar je seveda veliko težje klasificirati in taksonomsko urejati kot te velike živali, ki jih imamo v glavnem lepo pospravljene po predalčkih že dolgo časa. In ta njegova etnografija je imenična, ki pokaže, kako se za taksonomijo, za delom taksonomov skrivajo zaradi tudi politika, razmerja moči in kako v bistvu tudi na veliko čarajo. Ne? Pa ker je recimo gliv, pa virusov in tega preveč, blazno je zelo veliko in ne utegnejo jih niti identificirati, niti poimenovati. Zadovoljni so, če jih lahko izolirajo, pa da jih globoko zamrznejo, pa da jih v hladilnikih držijo, če bo nekoč cajt, da še njih pogledajo, pa preučijo, pa klasificirajo in tako naprej. Skratka, na področju mikrobiologije so te stvari zelo zanimive. Ampak je pa gre za močno naslanjanje na to, kar se meni sicer zdi v redu, da se antropologi končno malo spet bolj ukvarjajo tudi z biologijo, tisto, kar se mi zdi tle. Šitka točka je pa to, da se nočejo ukvarjati z domačimi živalmi in kulturnimi rastlinami. Ne? Samo to še, če dodam, v 18. stoletju in do sredine 19. stoletja so se biologi bolj zanimali za domače živali, kot divje živali, da se razumemo. Ne? To je šele pozneje, so domače živali zabrisali ven iz biologije. Med drugim je pričal o tem tudi Darwin. Če pogledate Darwin je napisal celo debelo knjigo o domačih živalih in je bil rejec domačih živali oziroma golobov. In če ga berete, vidite, da so domače živali neprimerno zanimajo kot divje. Se pravi, mi si danes ne predstavljamo več, da so biologe domače živali sploh zanimale, resnici pa so bolj kot divje. Tale obsesija z divjim je prišla pozneje. To je neka nemško-ameriška obsesija, ki se je v bistvu okrepila proti koncu 19. stoletja še. Tako, zelo naravovarstveno. Ja, to je en vidik tega. Zdaj, žal moramo, Jaka bi še imel sicer vprašanje, čeprav vidim sem... Če je časno, ne. Ful zamujam. Bojan, mene pa zanima v bistvu vprašanje transformativnosti, oziroma v tej tradiciji, zlasti francoski, koliko se ukvarjajo v tem medvrstni družbi, koliko se ukvarjajo z vprašanjem transformativnosti živali, človek tudi uporablja za transformacijo materijala, torej iz rastlinske hrane v
v živalske beljakovine in tako naprej, pri pridelavi mlečnih stvari. Pa ne nazadnje tudi transformaciji, tudi okolja, koliko se s tem, recimo francoska antropologija ukvarja? Zelo veliko, zelo veliko. Se pravi, živali kot transformatorji okolja ali pa živali kot transformatorji krajin, to je v središču tega zanimanja. Skratka, recimo, en primer, eden od številnih primerov Villers-Cuvier, recimo preučuje živali kot instrumente človeškega koloniziranja okolja. Se pravi, če ljudje hočejo recimo iti iz enega okolja, drugo recimo iz savane v deževni gozd, morajo vzeti sabo določene rastline kulturne in določene živali, kajti ne morejo žita gojiti v deževni gozd. Se pravi, se morajo opremiti, to seveda radikalno transformira okolja, pa potem vse rabe, pastoralizem in vse drugo, tudi požiganje in pomembno vidik, kurjenje okolja, vse to. Tako da mislim, da se francoska verjetno s tem ukvarja še več kot anglosaška tradicija, čeprav se podeli, ko se ne ukvarja. Ok.